Pozdravljeni na portalu Info 360. Spremljate oddajo V središču. Vodim jo Brigitte Ferlič-Gajnar. Govorili bomo o urgentnih centrih, pomanjkanju urgentnih zdravnikov, nujni medicinski pomoči. V studiu pozdravljam goste, ki so prišli iz različnih krajev v Sloveniji. Zdravnik internist Klemen Mojškrc prihaja iz Slovenj Gradca. Pozdravljeni. S Trbovelj je prispel Denis Tomše, direktor tamkajšnjega zdravstvenega doma. Dobar dan. Zdravnik Matej Rubeli Furman je prišel z Obale. Pozdravljam pa tudi predstavnika Ministrstva za zdravje, gospoda Darka Čandra, ki je na Ministrstvu za zdravje nekako vpet v urejanje sistema nujne medicinske pomoči. Pozdravljeni. Lep pozdrav vsem. Pa začnemo kar z aktualnim dogajanjem. V zadnjih dneh so pretresle Slovenijo vesti o tem, da utegne urgenca v Trbovljah zapreti svoja vrata. Danes so imeli v zvezi s tem na Ministrstvu za zdravje sestanek, pa me zanima, kaj so dorekli. Najprej se navežem na gospoda Čandra. Gospod Čandr, kdo vse je bil na tem sestanku prisoten? O čem ste govorili? No, kot ste omenili, danes je bil na Ministrstvu za zdravje organiziran sestanek, kamor so bili povabljeni, vsi trije zasavski zdravstveni domovi in pa seveda tudi predstavniki lokalnih skupnosti, se pravi župani. Žal sestanek ni potekal v polni sestavi, ker so bili upravičili, gospodje z občine Hrastnik. Smo pa razpravljali o strokovnem predlogu, kako zagotoviti nemoteno delovanje urgentne službe v splošni bolnici Trbovlje v urgentnem centru. Na tem sestanku ste bili prisotni tudi vi, gospod Tomše. Povejte, bo nemoteno delovanje urgentne službe zagotovljeno še naprej ali se morajo prebivalci tamkajšnjih krajev česa bati? Zdaj moramo ločiti urgentno službo in pa urgentni center. Urgentna služba je in bo delovala ne glede na to, ali bo pač deloval urgentni center, se pravi pacientom oziroma prebivalcev se za to ni treba bati. Je pa v interesu, mislim, da vseh, da deluje normalno tudi urgentni center. In jaz sem prepričan, da bomo našli rešitev, ki bo, zadovoljila vse vpete strani. Pa kje se pojavljajo zdaj trenutno težave v delovanju urgentnega centra? Vi tam zagotavljate svoje zdravnike, ki so tam pomagajo dežurati. Kje se zdaj zatika? V bistvu se zatika pri tem, da enota za hitre preglede lokacijsko ni v urgentnem centru, ampak da ima vsak izmed treh zdravstvenih domov pač tako imenovano enoto za hitre preglede, čeprav to ni enota za hitre preglede, pač v matičnem zdravstvenem domu. In bi se vi strinjali, da te enote za hitre preglede bi mogle biti v sklopu urgence, ali kam grejo, v katero smer se nagibajo rešitve? Rešitve se nagibajo v različne smeri, ker je tukaj vpetih več različnih interesov. Eno je stroka, drugo so lokalne skupnosti. Mi zagovarjamo pač predlog, da se ob soudeležbi vseh akterjev, ki sodijo regijsko pod urgentni center Trbovlje, pač zagotovi v času dežurstev delovanje enote za hitre preglede v urgentnem centru. Ampak ponavljam, to je možno samo ob soudeležbi vseh vpletenih akterjev. Pa govorite o tej soudeležbi. Kje je problem, da te soudeležbe strani nekaterih akterjev očitno ni? Zdaj, jaz ne bi želel komentirati stališč drugih. Jaz lahko govorim v imenu zdravstvenega doma Trbovlje in pa občine Trbovlje. Mi smo se vedno zavzemali za to, da nekako iščemo skupno, nek sistem skupne organizacije nujne medicinske pomoči pa dežurne službe v Zasavju. Gospod Čandr, bo urgenca obstala, urgentni center v Trbovljah? Boste našli to soudeležbo? Urgenca mora obstajati. To ni vprašanje, ali bo ali ne bo. Urgenca mora obstajati, tako je doktor to še lepo povedal. Vprašanje je, v kakšni obliki. Mi se pač zavzemamo, da sledimo temu, česar je bilo 2015 postavljeno, čemu je urgentni center namenjen, katere enote morajo v tem urgentnem centru delovati in na koncu koncev, kdo je obvezen tudi v njih zagotavljati tisto, čemu pravimo nujno medicinsko pomoč oziroma neprekinjeno zdravstveno varstvo. V Slovenj Gradcu se pojavljajo podobne težave z delom urgentnega centra, predvsem pomanjkanje kadra. Povejte mi, gospod Mojškrc, kaj konkretno se dogaja pri vas? Precej podobno kakor v Trbovljah, s tem, da mi imamo mogoče še dodatno težavo v številu internistov, ki praktično v celoti pokrivajo enoto za bolezni, ki je nujni del urgentnega centra.
in število polno funkcionalnih internistov v zadnjem času, kar je bilo tudi v medijih slišati, drastično upada. To je ena težava. Na drugi strani pa seveda je popolnoma tako rekoč identična stvar, identičen problem, kakor v Trbovljah, se pravi zagotavljanje delovanja enote za hitre preglede. Zdaj, po 2 letih in številnih sestankih z pomočjo ministrstva smo se uspeli za začetkom letošnjega leta dogovoriti, da se je EHP delno vrnil v prostore urgentnega centra, to je od 8 zvečer do 7 zjutraj, pa za vikende in praznike. Ampak težava seveda ostaja dan, od 7 zjutraj do 8 zvečer, ko načeloma sicer res deluje triaža, vendar ravno zdaj smo izpostavili, ko je prejšnja vodja urgentnega centra odšla na dolgotrajno bolniško odsotnost, da je pravzaprav problem, velik problem v tej triaži, da sestre nekako, ki jo v bistvu peljajo, se čutijo pod velikim pritiskom, pod veliko odgovornostjo odločati, kaj se bo z nekim bolnikom zgodilo, samo na podlagi nekaj vprašanj v triažni matriki. Samo da vskočim, se pravi, medicinska sestra v tem primeru opravi triažo, kaj pa potem sledi po tej triaži? Kaj vi potem pacienta lahko pošljete tudi na zdravstven dom nazaj na obravnavo? Sej to je pa pol naslednja težava, če odloči v sklopu triaže za moder ali zelen sektor, je načeloma v dnevnem času tak bolnik poslan v zdravstveni dom. Zdaj, ali je pregledan ali ne, naj bi bil, na to pa pravzaprav mi nimamo potem direktnega nadzora. Če pa je rumen, oranžen ali rdeč, pa še direktno pod nas. Če pa poslan v zdravstven dom, se pa lahko tudi zgodi, da iz zdravstvenega doma spet pride k vam nazaj, ne? Lahko. Se taki primeri morda dogajajo v Trbovljah tudi, glede na to, da so te enote za hitre preglede stacionirane zdaj v zdravstvenih domovih, ne na urgenci, ne? Ja, no zdaj v Zasavju oziroma v Trbovljah je mogoče ta triaža malo drugačna, ne? Večinoma vse paciente, ki pridejo direktno v urgentni center, jih takoj pošljajo nazaj v zdravstveni dom. Se pravi, te paciente, ki niso nujno oziroma so obarvani. Kaj pa če so nujni? Kaj pa če so nujni? Oranžni? Če so nujni? Se tudi zgodi. Se tudi zgodi. Se tudi zgodi. Okay. Gospod Rubeli... Oziroma se dogaja. Gospod Rubeli, vi prihajate, vi ste urgentni zdravnik, torej vrsta v narekovajih, ki izumira, manjka vas povsod. Povejte, zakaj? Kaj je največji problem? Kaj je razlog, da je tako stanje? Po mojem mnenju, urgentna medicina kot taka je planirana ali bila planirana, kot sistem, ki ugaša ogenj. Ampak ni pa doživela ali pa zaživela kot prava specializacija za urgentne medicine, tako kot jo poznamo recimo v tujini. S tem sem v bistvu vse povedal, ali pa tudi nič. Po mojem v Sloveniji je večplastni problem. Zdaj, če striktno govorimo, kako privabiti, mlajši kader. Problem je verjetno v tem, kaj jim ponuditi, zgolj plačilo ni najbolj merodajno. Jaz mislim, da predvsem moji kolegi si želijo varno okolje, v katerem lahko funkcioniraš, ne pod nekim pritiskom, bodi si birokratskim, bodi si raznorazne tožbe, pritožbe. Sistem kot tak, vsaj kar se tiče zdravnikov in medicinskih sester, morda samo do neke mere te obvaruje, potem pa si sam prepuščen. Se pravi, iz tega vidika bo treba tudi marsikaj še doreči, kar se tiče same varnosti. Drug problem je verjetno tudi število opravljenega dela. Ko ste samo omenila, nekako izumira ta specializacija, je sicer spalan praktično med to prvo generacijo, če smem tako reči, urgentnih zdravnikov.
Na začetku marsikaj sem videl, kako je sama urgentna medicina se razvila v Sloveniji, ko še morda ni bilo povsem jasno, čemu smo namenjeni, s čem se bomo ukvarjali. Bilo je seveda vse na papirju, ampak nekaj je na papirju, druga pa realnost. Ne? Tako da morda kasnejše generacije skozi neko izpopolnjevanje samega kurikuluma, specializacije urgentne medicine, dotične stvari so se izboljšali, ampak še marsikaj imamo za narediti. Posledično, kaj to pomeni? Pomanjkanje kadra pomeni, da tisti, ki smo preostali, moramo toliko več delati. Čista, preprosta matematika. Ne? Vas samo vprašam, kaj konkretno, da bo gledalcem jasno, katere primere obravnava urgentni zdravnik in katere primere internist? Ta ločnica bi mogla biti dosti jasno postavljena. Zdaj tako, urgentni zdravnik je tisti, ki pride upoštev takrat, ko življenje ugaša, po domače rečeno. Tako da bom poslušalcem, gledalcem malo bolj jasno. Se pravi, mi predvsem pokrivamo delo na terenu, se pravi, ko klici gredo mimo 112 in ko je tam ustrezni dispečer prefiltrira ta klic in na koncu, če se izkaže, da gre za neko življenjsko ogrožajoče stanje ali pa potencialno življenjsko ogrožajoče stanje, v takšnem primeru se aktivira urgentna ekipa z prisotnostjo urgentnega zdravnika in naloga urgentnega zdravnika je, da v tistih par minutah na terenu, ko se le da, seveda prepoznaš, kaj je narobe, stabiliziraš pacienta in ga pripelješ v najbližjo zdravstveno ustanovo, ki je, da moram reči, za to kompetentno oziroma ki največ lahko nudi tistemu pacientu glede na dano bolezen. Če govorimo striktno pa o urgentnem centru, tako sta že prej oba kolega omenila, tam seveda je triaža tista, ki nekako filtrira, kaj je za urgenco, kaj pa ni za urgenco. Morda jaz bi tu samo še dopolnil to, kar sta prejšnja dva sogovornika povedala. Recimo v Izoli, v urgentnem centru Izola, imamo neko specifiko, bi se reklo. Mi recimo v dopoldanskem času imamo razne specialiste. Urolog specialist, urolog, neurolog, tehni popoldan. Se pravi, če kljub temu pride pacient in je obravnavan na začetku pod kategorijo EHP, ne, to je enota za hitro pomoč, enota za hitre preglede, tako. Se pravi, v sklopu tega, če je prisoten specialist, ga se pošlje specialistu in tu načeloma ni težav. Težava nastane tam po 14:30, po 15:00, ko seveda ti specialisti so zaključili z delom in se take paciente pošilja na primarni nivo. Se pravi, to je neko dvojno delo. Pogosto krat z izgovorom, ko češ, nimamo specialista, se tudi v zdravstvenem domu ga nimamo. Ampak zanimivo je, da ko potem pride v zdravstvenem domu, naletijo ali na družinskega zdravnika ali pa na urgentnega zdravnika. Urgentni zdravnik in družinski zdravnik seveda bosta rešila zadevo do neke mere. Pogosto krat se godi, da tega pacienta seveda potem pošljemo nazaj gor, ali pa v našem primeru ga treba poslati v kakšno oddaljeno zdravstveno ustanovo, recimo Ljubljana. Ne. Pacienti seveda se zelo bunijo. Probali smo večkrat tudi z splošno bolnišnico Izola to reševati, jaz razumem, da seveda tam so neke druge težave, kalkulacije, plačila, ne, koliko ti program pripada, ampak iz vidika pacienta, morate vedeti, da jaz imam zmeraj pred menoj pacienta, ki je v stiski. Ne, zdaj ga pošiljati gor, dol, levo, desno, ni lih prijetno. No. Mi imamo kar razvejano službo nujne medicinske pomoči, organizacijo, mrežo. Pojavljajo se seveda namigi, da bi se te službe zmanjšale, da bi bilo manjše število, da bi se postavila samo 2 urgentna centra, seveda več satelitskih centrov, da bi bilo postavljenih v smislu mreže in dober most za helikopterske reševalne prevoze. Zaradi seveda vsega tega, ker je kadra premalo. Ali delate v tej smeri, razmišljate na ministrstvu kaj v tej smeri? Vemo, da ministrstvo že kar nekaj časa postavlja to mrežo, nujne medicinske pomoči. No, moramo reči eno zadevo. Najprej, mreža je živa stvar. Mreža mora slediti dejanskim potrebam ljudi, mreža mora slediti dejanskim, bom rekel, kadrovskim zmogljivostim, ki jo imamo. Pri nas se pa prevelikokrat pojem mreže meša z, bom rekel, neko lažno varnostjo za paciente, da bodo dobili, bom rekel, neposredno pred svojim domom, bom rekel, zdravnika. In tako je dr. Beli prej povedal, mogoče bi bilo tudi treba poudariti, ko ste vprašali, kaj je vloga urgentnega zdravnika. Vloga urgentnega zdravnika je bila tudi delo v urgentnem centru. Vendar, ko se je spostavila in specializacija urgentne medicine in ko se je začel spostavljati koncept in zgradili urgentne centre, smo prišli v nek vakuum,
Ker prej, dokaj ni bilo urgentnega centra, mi včasih temu rečemo karikirano enega velikega supermarketa, kamor lahko ljudje z vsemi težavami pridejo in bo jih triaža razvrstila in bojo ustrezno obravnavani, so bile to sprejemne urgentne ambulante, tako na internistiki, na neurologiji, infektologiji, če hočete, kirurška urgenca se temu reklo, danes pa temu rečemo na enem mestu urgentni center. In koncept urgentnega centra je, da ko pacient prije, postane fokus, ne da se pacienta pošilja po celi bolnišnici k raznim specialistom, ampak da ta specialist, kolikor ga urgentni zdravnik je pa nosilec te dejavnosti v tem delu, seveda tudi potrebuje. In to je tisto, kar smo nekje takrat zelo, bom rekel, želeli izpostaviti kot neki fokus. Se pravi, pacient je fokus, ko pride v urgentni center. Žal pa kadrovske zmogljivosti ali pa percepcija je pa postala malo drugačna. Naenkrat, ko se spostavlja en del, rekel, specialist urgentne medicine, neko določeno število, takoj je seveda, so, rekel, specialisti teh strok, ki sem jih prej naštel, so imeli tudi upravičeno pričakovanje, da se bo lahko bolj posvečali svojemu specialističnemu delu, da bo lahko krajšali čakalne dobe, ampak tukaj se pa v resnici, če smo iskreni, ta matematika ni najboljše šla, ker pritok novih specialistov urgentne medicine je premali, obremenitve v resnici so zelo velike in prej, ko je dr. Beli poudaril, ni vse samo v denarju, veliko je tudi v tako varnem okolju kot obremenitvah, za katere pa na koncu koncev tudi nimamo še danes jasnega konsenza, imamo sicer neke vzorce, kakšne naj bi bile obremenitve na posameznega zdravnika, ampak trenutno kadrovsko zasedbo pač tega urediti ne bomo. Drug problem, ki ga pa govorimo o EHP-ju, ker pač je danes tudi to izrazita tema, je pa postalo tisti drug del. Danes mreža nujne medicinske moči po državi, zunaj bolnišnično, še vedno vsaj v 1/3, ko govorimo o obsegu dela, zagotavljajo zdravniki družinske medicine. Tudi ti zdravniki so dobili isto percepcijo, da bo lahko delali v miru svojo ambulanto družinske medicine, da bo ljudje imeli boljši dostop do njih, da bojo ta del, bom rekel, urgentne službe pokrili urgentne zdravniki, ampak tudi tukaj se matematika, žal v teh 10 letih, odkar imamo ta razvoj, ni najbolj šla. In tukaj smo pa zdaj pač pred tem izzivom. Se pravi, smo predvsem pred kadrovskim izzivom, če se razumemo in če se strinjate, seveda. Ključno morda je tukaj kadrovski izziv, predvsem v zdravniških vrstah, je pa seveda res, da urgentna, bom rekel, služba zunaj bolnišnice ni samo, bom rekel, ekipa z zdravnikom, so tudi ekipe reševalnih vozil, ker na koncu koncev potreba po zdravniku na terenu, če gledamo celokupno število intervencij, je približno v 20% po podatkih, ki imamo in po določenih ocenah. Seveda se ta ocena v ruralnih in normalnih okoljih malo razlikuje, ampak to je nekaj, kar lahko gradimo. Še kadarkoli smo rekli, ali pa je bilo nakazano, da se bo kakšen urgentni center ali pa dežurno mesto zaprlo, je bil vik in krik javnosti, da ne bodo dobili ustrezne pomoči, pa čeprav je bilo včasih samo nekaj 5 kilometrov razlike med dežurnima mestoma. Lahko rečete, da so ljudje morda tudi v Sloveniji malo preveč razvajani in pričakujejo vse takoj in vse zelo blizu. Bi se na vas navezala, gospod Tomše? Vprašanje je, če so ljudje preveč razvajeni. Mogoče se ljudem določene rešitve samo na napačen način interpretirajo. Ker ne gre vedno samo za zmanjševanje dostopnosti, ampak gre za boljšo oskrbo. Se pravi, na mestu, kjer je na voljo in diagnostika, kjer je na voljo, rekel, backup, kjer lahko dejansko, tako kot je rekel gospod Čander, v narekovajih supermarket, kjer dobi vse na enem mestu. Se pravi, mislim, da je tukaj stvar predvsem, kako ljudem te stvari predstaviti. Jaz mislim, da mora iti sistem v optimizacijo nujne medicinske pomoči in dežurne službe, ne pa, da govorimo o zmanjševanju števila dežurnih mest. Kako bi se dalo sistem nujne medicinske pomoči optimizirati? To je verjetno vprašanje za $1 milijon v tem trenutku. Ampak vi ste meni včeraj nakazal že neke rešitve, neke prve ideje. Ja, vsekakor vsi zdravniki v regiji bi mogli participirati. Zdaj, družinski pač na svojem nivoju in sekundarni oziroma specialisti pa na svojem nivoju. Zakaj pa to ni mogoče? To se zdaj v tem trenutku dogaja le v neki določeni meri, še posebej tisti, ki so izven bolnišnic, izven urgentnih centrov,
jih je zelo težko privabiti za delo v urgentnem centru, ker je seveda zahtevno, ker na ta račun ne morejo v svojem primarnem okolju delati tako, kot bi delodajalci zahtevali, in se tudi delodajalci tega branijo z vsemi štirmi. In to je verjetno en ta glaven problem. Druga velika težava je pa vprašanje specializacij in razporejanja teh specializacij. Naprimer, mi smo imeli, ko se je začel urgentni center postavljati, 5 specializantov. V končni fazi sta specializacijo dokončali samo 2 kolegici, s tem, da ena je zdaj, kot rečeno, odšla, druga je pa pri nas zaposlena samo polovično. To pomeni, v celi Koroški regiji imamo pravzaprav pol urgentne zdravnice, tako rekoč. In vse ostale potrebe potem pokrivate kaj? Internisti? Zdaj na terenu pa v družinskih ambulantah seveda družinski zdravniki, jasno. Ostalo, kar je pa v enoti za bolezni, pa izključno internisti. In tu ne morem... Kaj to pomeni v praksi zdaj, da ste internist na oddelku in potem morate dežurati? Tako, da. To pomeni konkretno, da nas je v tem trenutku 10-11, če odštejem to urgentno zdravnico, ki hkrati pokrivamo in oddelek in enoto za bolezni. Se pravi, glede na to številko in da recimo moramo pokriti 62 dežurnih mest v mesecu, pride povprečno med 5 in 6 dežurstev na zdravnika. Zdaj, vsako dodatno dežurstvo, ker je seveda mesto zahtevno, se začne ob 3. Vsako tako dežurstvo, ki ga ekstra dodatno razporedimo, pomeni odpad 2 ambulant. Eno pred dežurstvom in eno po dežurstvu. Kar pomeni, da seveda specialistična dejavnost tone. In isti argument pravzaprav imajo tudi družinski zdravniki, zakaj oni ne bi delali EHP-ja dopoldan, češ da zato ne morejo delati v svojih ambulantah. Ampak pri nas je popolnoma identično. Zdaj se pa moramo očitno z potrebo po neki dodatni medijaciji med sabo zmeniti, kako bomo to breme enakomerno razporedili. V tem trenutku... Kako boste delo organizirali, da bo normalno lahko teklo, ampak samo z notranjimi resursi, ker zunanjih ne dobite, ampak z notranjimi ne bo šlo, pravite? Ne bo šlo, zato ker na dolgi rok pa drugače, ker da se sistem specializacij bistveno spremeni in da enakomerno pokrije vsa področja v državi, ne samo 2 glavnih centrov, brez teh sprememb ne bo šlo. Se pravi, to so republiške, da pojasnimo gledalcem, to so republiške specializacije, o katerih vi govorite, a ne? Če zdravnik vzame republiško specializacijo, se lahko zaposli kjerkoli, a ne? Bi bilo pa verjetno bolj bistveno, da bi bila specializacija vezana na potrebe posameznih zdravstvenih ustanov. Ali pa regij, pravzaprav. Ja, ali pa regij, no. Ker tu je težava, mladi ljudje jasno želijo iti tja, kjer je življenje bolj, kako ne rečem, barvito. In to vsekakor je v velikih centrih daleč prednjači Ljubljana, tudi z vsemi strokovnimi možnostmi razvoja, recimo v kliničnem centru, pa tudi v končni fazi dela v privatnem sektorju, ki je daleč najbolj razvita v Ljubljani, pa recimo Mariboru bistveno manj drugje. In seveda se odločajo po tem principu. Mi ne moramo ponuditi, ker je naš ustanovitelj država, ničesar. Dobesedno ničesar. Kar smo lahko ponudili, se pravi, da smo čim bolj fair pri razporejanju dežurstev, pri sledenju točnemu kurikulumu, specializacije in tako naprej. Vse to smo maksimalno že zdaj izvajali, ampak učinka ni. Zdaj ne morete ponuditi v smislu nagrad ali pa večjih finančnih učinkov, česarkoli, ampak zdaj se pa nekako vendarle napoveduje, da boste lahko ponudili, oziroma ne vi, država ponuja urgentnim zdravnikom, če bodo upravili to specializacijo, podobno kot družinskim, neko finančno spodbudo, nagrado. Ali bo to na dolgi rok rešilo situacijo? Je to pravi pristop, da se s takim finančnim učinkom to ureja? Jaz se bojim, da ne, zato ker
urgentnih zdravnikov dovolj ne bo nikoli. Kar pomeni, da bojo enoto za bolezni še vedno mogli pokrivati internisti, ki pa so v bistvu zdaj, kako naj rečem, neopažena vrsta, namreč o sekundarnem nivoju se sploh ne govori v nobenem mediju. Govori se o terciaru, govori se o primarju, sekundar pa... Moramo tudi pojasniti za gledalce, primar je osnovna družinski zdravniki, sekundar so bolnišnice in terciar so univerzitetni klinični centri. Gospod Tomše, hoteli ste se nekaj navezati, a imate vi boljšo kadrovsko situacijo, boljšo sliko, kot jo imajo v Slovenj Gradcu? Poglejte, vsi zdravstveni zavodi se srečujemo s kadrovsko stisko, to je dejstvo. Jaz se strinjam, da je neustrezno to, da se pač zapirajo specialistične ambulante, ampak druge rešitve ni. Ne moramo pa čist primerjati zapiranja ambulant družinske medicine z zapiranjem specialističnih ambulant, ker v specialističnih ambulantah je vendarle neka čakalna doba, pri družinskem zdravniku pa velikokrat mora biti pacient pregledan še isti dan ali pa vsaj v roku 2-3 dni. In če bomo zapirali družinske ambulante, bo to pomenilo samo še večji naval na urgentne centre. Zato, ker pacienti bodo pač našli obvod, da bodo prišli do tistega, kar želijo ali pa kar mislijo, da potrebujejo in kar včasih tudi resnično potrebujejo. Je pa dejstvo, da se vsi srečujemo s kadrovskimi stiskami in da tukaj, rekel, tudi mi nismo nobena izjema. Dejstvo pa je, da se to, kar sem povedal, se pravi, da zapiranje ambulant družinske medicine vpliva na pritok pacientov v urgentne centre, kaže jasno v tistih okoljih, kjer je veliko pomanjkanje družinskih zdravnikov. Gospod Moškrt? Saj žal je podobno tudi na sekundarnem nivoju, ker tudi ideja ali pa možnost zapiranja specialistične dejavnosti na sekundarnem nivoju povzroči popolnoma enak pojav. Se pravi, bolniki, mogoče jih čutimo še bolj zato, ker v glavnem enoto za bolezni pokrivamo internisti, bolniki v veliki meri prihajajo v urgentni center zato, ker ne dobijo specialistične obravnave takrat, ko bi jo rabili. In potem pač pridejo v urgentni center, sredi noči, če je treba. In problem ni rešitve. Ampak za take stvari se je že razmišljalo, da bi se pritok takih nenujnih primerov omejil z določeno vrsto participacije za neopravičen obisk urgentnega centra, ampak so mnenja deljena, pritiski javnosti so glede tega veliki. Vi se s to participacijo strinjate ali ne? Absolutno je to težava, zato ker ti ne moreš pacienta opredeliti, a je prav prišel ali ni prav prišel, dokler ga ne pregledaš, dokler nisi vsega opravil na njem in šele potem lahko rečeš, ja, obisk je bil ali pa ni bil upravičen. Se pravi, na nek način to sploh ni fair. Zato, ker vsak, ko pride, zanj je njegova težava največja na svetu. In jo bi rad rešil v tistem trenutku. Se pravi, participacija ni rešitev, se tudi ostali sogovorniki strinjate? Se smo tudi nobali kaj podobnega, pred leti se spomnim, se angažira s to participacijo, ampak nikako ni šlo. Bodi si po eni strani, tudi če si probo paciente, seveda se je pritožil, na kar se potem, da mu reči, direktor posameznega zdravstvenega doma nekako je popustil, po domače rečeno, potem je pacient dobil nazaj ta denar. Se spomnim, da smo imeli tudi za strani ZZS-ja več takšnih debat, kaj pomeni plačilo, kaj pomeni doplačilo po dnevi, ob delovnikih polnoči. To so take, da moramo reči, birokratske zadeve, ampak v končni fazi pacient se počuti izigran, tako bi se reklo. Ki po eni strani rečeš, ok, pri tem dotičnem zdravniku recimo so mogo plačati, pride za isto diagnozo, čez en mesec ga obravnava drugi zdravnik, njemu se pa zdi pa, da zadeva je bila malo bolj nujna, čeprav je ista, in pa ni mu bilo potrebno plačati. Tako da tudi med kolegi smo si kar precej različni glede tega. Gospod Čander, dajte povedati gledalkam in gledalcem, ali bodo urgentni centri obstali. Zdaj vidimo v Slovenj Gradcu, če bodo internisti izgoreli, pregoreli, koliko še rabite? Dva, da odideta, pa boste lahko zapirali počas vrata? Težave bodo že v decembru hude, zato ker je ostalo od letošnjega leta, ko so se krizne zadeve že z začetkom leta začele pojavljati toliko velik, da enostavno ta dopust je treba enkrat porabiti.
Tu moram reči, da se strinjam, ni vprašanje preko neko, ali bo urgenca obstala. Vi ste vprašali, ali bo urgentni centri obstali. Urgentni centri so bili po letu 2015 postavljeni za namenom. In kot taki bo tudi morajo stati, seveda vmes pa ni se naslovilo tistega, kar se je želelo leta 2015 nasloviti, koliko točk bomo imeli 24 ur odprtih vsak dan z možnostjo, da pride človek k zdravniku. S temi resursi, ki jih trenutno imamo, koliko točk imamo lahko 24/7 odprtih? S temi resursi, ki jih trenutno imamo, jih zdržujemo, bom rekel, zelo umetno, ker tako je bilo povedano, doktor Tomše lepo povedal, si pomagamo tudi veliko za zunanje sodelavci, ampak zunanje sodelavci tudi nekje opravljajo svojo redno službo, tudi nekje opravljajo svojo obveznost vključevanja. In to, da prihaja pomaga, če v določeno okolje, je samo, rekel, njihova dobra volja ali pa stimulacija, ki jo recimo nekje lahko nekdo spostavi. Tako bilo pa rečeno, da pač državne bolnišnice zelo težko stimulirajo zdravnike, da bo prišli k njim delati, na primarju se zaenkrat to še izvaja. Vi na ministrstvu nimate nobene čarobne palčke ali pa zakonskega ukrepa, da bi zakonodajo spremenili v smislu, da bi zdravnike prisilili na nek način, da morajo dežurati. To ni rešitev, ne? Glejte, prisila nikoli ni bila rešitev. To mislim, da se vsi skupaj strinjamo. Je pa nekaj, da bo pa treba enkrat postaviti nek družben konsens. Ali bomo še vedno vzdrževali 57 lokacij. Zakaj to govorim? Zaradi tega, ker po podatkih, ki poročajo izvajalci, imamo zelo lahko jasno povem v eni dežurni točki poprečno en nenujen obisk na noč, kar pomeni, da tu obremenite praktično ni. V urgentnem centru, ki je pa, bom rekel, mogoče 10 ali pa 15 ali pa 20 km stran, pa ta isti zdravnik mora oddelati 50 pacientov, kadar pride do te, bom rekel, špic. Torej so rezerve za reševanje te situacije? V resnici oba za relativno isto plačilo. In tukaj je tisto, kar se bo najprej morala stroka dogovoriti, ker tu imamo pa dva nivoja stroka. En nivo stroke, ki zagotavlja zunajbolnišnično medicinsko pomoč, ki je temelji predvsem tudi na zdravem urgentnem zdravniku, na zdravniki družinske medicine, pa nekaj ne smemo pozabiti. Praktično 1/3 tega delajo tudi specializanti. To je pa, so tudi, zelo pomemben faktor. Druga stvar pa je, seveda, ker tu ne govorimo o zapiranju dežurnih mest. Ker danes smo rekli, ljudje morajo vedeti, kam lahko pride in morajo tudi jim biti jasno, kaj lahko dobijo. Ko ste pa rekla, glede participacije in teh obiskov, dokler zdravnik ne bo pacienta pogledal, ne more presoditi, ali prišel na urgenco po nepotrebnem. Lahko se pa izvaja samoplačniške storitve, kadar prije pacient po točno določeno storitev, katero lahko dobi normalno v svojem okolju, ampak ker se mu ni mogoče dal čakati ali prišel, na urgentni center, se to bi lahko pravite tu. Ampak to pomeni, da se mora enkrat stroka dogovoriti, katere so te storitve in takrat lahko država zakonsko regulira določen del stvari, za katere pa tudi vemo, da kar v določeni meri obremenjujejo urgentne centre in zdravnike za nekimi storitvami, ki pa tja ne spadajo, ker niti približno ne gre za življenjsko ogroženost. Ampak pod črto, kaj je zdaj treba narediti? Kaj je zdaj treba narediti, da bo urgentni center v Trbovljah obstal, da bo obstal v Slovenj Gradcu? Kaj je prva stvar na listu, ki jo je treba odkljukati in reči, tole bomo naredili jutri, da bo pojutrišnjem bolje? Jutri pa pojutrišnje lahko reguliramo samo z, dodajanjem kakšnega financiranja, stimulacije in programi. To je, kaj lahko naredimo danes pa jutri. Pojutrišnjem pa se moramo enkrat jasno zmeniti, kakšen koncept obravnave bo pacient v tej državi dobil, da bo dobil ustrezno, kakovostno in varno obravnavo takrat, kadar je bo potreboval. In dokaj ne bomo tega razločili, razčistili, bodo se čakalne dobe zaradi tega, kar smo že rekli, samo še podaljševale, obremenitve zdravnikov bodo vedno večje, pritok specializantov potencialni, na razpise specializacije pa vedno manjši. In tako smo se znašli takrat v vakuumu, ko se je specializacija začela uvajati, se bojim, da če ne bomo zelo modro vsi skupaj, dosegli nek konsens, ne bomo imeli ravno svetle prihodnosti, kaj se tiče urgence na splošno. Gospod Trobeli, kako privabiti mlade za tako specializacijo, kot jo imate vi? Če se navezujem na to, kar sem rekel na začetku, se pravi, po mojem, problem je večplasten. Morda tudi rešitve so lahko kratkoročne, dolgoročne. Ena stvar je, kako privabiti, druga stvar je, kako ga obdržati. Privabiti, to, kar smo že rekel, že samo... Finančno?
Privabiti finančno? Finančno, ja, do neke mere, ampak veste, ti ko prejš v nekem kolektivu, na neko delovno mesto, zate finance do neke mere so pomembne. Po mojem je bolj pomembna organiziranost dela, se pravi, da nimaš toliko nadur, 300 ali pa več nadur, recimo, ne. To ste bili vi eden od takih, ki je imel 350, smo razkrivali. Tako, ja, res je, ja. Kako ste preživeli takrat? Težko sem preživel, ampak jaz morda še spadam v tisto, ne bom rekel, da sem toliko star, ampak no, imam že nekaj izkušnje in spadam morda še po tisto generacijo ljudi, ki pač nekako vidi v medicino kot neko poslanstvo. Je pa res, da morda danes mlajši kolegi seli s to percepcijo, ne da se ne strinjajo, ampak so jim družinske vrednote, prosti čas, bolj pomembni, kot pa tistih 200, 300, 500 evrov na mesec, recimo. Ne. Se pravi, kako privabiti kadar? Po eni strani ja, neko stimulacijo, po drugi strani je treba ta pritisk na dežurstva malo bolj definirati. Morda recimo, predvsem to se navezujem na ruralna področja. Kako privabiti nekoga, že prej bilo nekaj omembe, kako nekoga privabiti recimo v Ilirsko Bistrico. Malo bolj poznam Ilirsko Bistrico, ker sem tam leta in leta delal. Lahko mu seveda ponudiš kakšno stanovanje, lahko recimo se zmeniš z občino, ampak ni to samo problem oseba. Ti moraš vedeti, kako nekdo se preseli, celo družino preseli. Se pravi, tudi za partnere treba poiskati neko ustrezno službo, pa vrtec za otroke, tako da je večplastni ta problem. Po drugi strani, na delovnem mestu, recimo, prej sem omenil birokracijo, mi imamo ogromno neke birokracije, res je, da si na to temo marsikaj dela, ampak še marsikaj treba narediti. Po tretji strani pa morda bi še to dodal, nimaš občutek varnosti, ker žal, saj jaz tako doživljam, pa verjetno tudi moji kolegi se bojo strinjali, zmeraj več je tih pritiskov strani pritožbe, tega je ogromno. Ker nimamo niti nekrivdne odškodninske odgovornosti urejene. Točno tako. In potem ti se moraš potem zagovarjati, seveda pri direktorju, ali pa moraš pristati na neko mediacijo, se sooča s pacientom, sej načeloma od vseh tih tožb ali pritožb se ne gre za neke strokovne zadeve. Ponovadi se gre, ja, zdravnik recimo me je odslovil, ni imel časa, ni bil prijazen, grdo me je pogledal in to vse vpliva na paciente. Moramo tudi vedeti, da pacienti v zadnjih letih so mnogo bolj izobraženi, po domače rečeno. Bodi si zaradi Google, bodi si zaradi ChatGPT pa tako dalje. Tako da to se pozna in meni je res, ko pride kakšen pacient v ambulanto, prijedo že točno informirani in od mene tudi nekaj pričakujo. Veste, jaz sem prebral, da imam to pa to, mislim, da imam to pa to, prosim, če mi prepišete to pa to. In jaz zgubljam kar nekaj časa, da mu razložim, da to pa to ni to, kar se je on prebral in da kljub temu je treba nek pregled, je treba neke preiskave in tako dalje. Tako da tudi z tega vidika nas to zelo muči, matra in gre ogromno časa. Se pravi, to so neke kratkoročne rešitve. Dolgoročne rešitve morda so, to, kar je že prej bilo malo obenjeno. Se pravi, ti, ko imaš urgentnega zdravnika, mu moraš dati tudi možnost, da sam zbere, ne preko neke prisile, bi se reklo, ali bo delal v urgentni center, lahko dela tudi v zdravstvenem domu, lahko tudi HNMP. Jaz se tu zdaj navežem na moj osebni, nekaj se mi zgodilo, da moram reči pred mnogimi leti, ko so želeli v Mariboru odpreti HNMP, takrat se pač iskalo kader, normalno. In se spomnim, da sem se takrat prijavil, sem rekel, ja, seveda, ni problema, si želim in to zelo me je tako veselilo. Ampak stvar je bila v tem, da se vse zastavilo pri izplačilu. Zakaj plačati enega zdravnika, ki bi prišel iz obale, 200 km, če pa lahko naš lokalni kader ponudimo. In to se spomnim, da je tako malo me je prizadelo. Se potem sem mislil, ok, pač bom ostal tukaj, ker sem, ampak hočem reči, dati to možnost, ker morate vedeti, da tudi urgentni zdravniki smo vsi različni. Eni se bolj vidimo v urgentnem centru, morda eni se bolj vidimo na terenu, eni recimo helikopterska nujna medicinska pomoč, kakorkoli. To, kar sicer že se dogaja v tujini. Gospod Čander, no, tukaj bi mogoče dodal, da tu je bilo zdaj dosti govora o različne organizacije. Če smo prej omenjali 57 točk, na katerih imamo 24-urno dostopnost zdravnika. Pa imamo, da se sam navežem, imamo pa samo 11 točk dežurnih lekarn, kjer ljudje lahko prevzamajo zdravila. Imamo samo 11 točk dežurnih lekarn. 57 mest, kjer dobijo recept in 11 točk, kjer lahko prevzamajo zdravila. In načeloma se pa ljudje pelejo po zdravila, drugem,
problem pa bi bil, če bi kakšno od teh točk zaprli, zato, ker smo prej govorili o tej mreži, ampak ok. No, moram reči, da mi smo na ministrstvu naredili tudi eno zelo jasno analizo, kaj pomeni posamezno zapiranje dežurnega mesta v, rekel, enih manjših okoljih, in moram reči, da v resnici teh prednosti pa strokovnosti, a česarkoli je bistveno več kot to, kar smo povedali, da se nekdo, kadar se odloči za obisk zdravnika, odpelje 5 ali pa 10 km oddaljeno, kjer bo dobil praktično sooskrbo na eno mesto. Ampak sem poželel tu nekaj druga, se navezati na dr. Belja. 61 izvajalcev imamo nujne medicinske pomoči zunaj bolnišnične. In to, kar je pred dr. Belji povedal, pa zelo težko delati, zato je tudi vlada sprejela izhodišča, da se za zunaj bolnišnično nujno medicinsko pomoč ustanovi in počasi izpostavi en enoten zavod. In vsi ti kadri, ki danes dela pri teh 61 delodajalci, bi ponovno delali v sklopu enega zavoda in marsikateri organizacijski problem bi v resnici odpadel, ker danes smo pa situacijo v okolju zelo različno. Ponekod imajo zdravnikov, koliko želite, bom zelo iskren, ponekod jim pa zdravnikov krvavo manjka. In zraven teh, bom rekel, 12 lokacij urgentnih centrov spostavljamo tudi 15 lokacij satelitskih urgentnih centrov. In to je namenjeno kompleksnejši obravnavi. Ne zato, da za vsako potrebo po diagnostiki se napotuje v urgentne centre, kjer pa vemo na koncu, če vzamemo samo primer Ljubljane, kakšne so v resnici, bom rekel, nečakalne dobe na obravnavo, ker triaža vseeno normalno funkcionira, pacienti, ki so nujni, dobijo takojšnjo oskrbo, ampak tisti, ki so, rečimo, tako manj nujni pacienti, bojo pa čakali bistveno dlje. Ste hoteli v zvezi s tem kaj dodati? Ja, najbrž bomo zdaj v nekaj mesecih rabili tako imenovane urgentne rešitve. Ne bo šlo brez tega. Se pravi, ne bo časa čakanja na ustanovitev tega zavoda? Ne mogoče. Saj sem prej omenil že, da v roku, že v decembru bomo mi konkretno hude težave imeli v Slovenjgradcu organizirati delovanje urgentnega centra. Pa ne, da bi ga hoteli zapreti, ampak ker fizično ne bo ljudi. In zdaj seveda edina rešitev v tem trenutku je v bistvu državno facilitiran dotok, vsaj začasen, dotok ljudi na pomoč vsem. Mi smo v tej smeri celo leto pravzaprav že razmišljamo, tudi delovali smo v tej smeri, poskušali privabiti dodatne urgentne zdravnike, ravno zato, da bi internisti bili iz tega mesta, kako ne rečem, razbremenjeni tega mesta, pa so zahteve visoke, ne rečem finančne. In zaenkrat do sedaj to ni šlo skozi. Tudi podlago za izplačilo potem teh finančnih zahtev ni lahko najti? Ni lahko najti, sploh ne v bolnici. Zanimivo, da je to lažje v zdravstvenem domu, medtem ko, saj take podatke imam lahko tudi, niso čisto povsem točni, ampak v bolnici je to nemogoče. In tukaj imamo pa hude težave. Vi lažje najdete finančno podlago, da izplačate določeno finančno nagrado ali kakorkoli zdravnikom, to, kar je? Mislim, mi moramo delovati v skladu z zakonom. Mi mimo zakona ne moramo nikomor nič izplačati. Zdaj, ne vem, prej je tudi gospod Čander omenil pač neke stimulacije na primarnem nivoju. Jaz razen tega, da so zelo različna plačila po posameznih zavodih, jaz za druge stimulacije ne vem. Ok, če se nekdo zaposli, da pomaga občino najti stanovanje, tudi mi se ukvarjamo s tem, da iščemo še zaposlitev, mogoče za partnerja, pa pomagamo pri drugih zadevah, ampak kaj drugega pa ne. Bi se pa navezal še na tisto, kjer je prej gospod Čander zelo dobro povedal, ne? Rešitve od danes do jutri, pa rešitve po jutrišnjem. Danes delujemo tako, zagori na enem mestu, pa malo pogasimo, pa na drugem pa malo pogasimo, pa potem spet pa mislimo, da je vse v redu, ampak dejansko samo, še vedno pa vse posod tli. In je samo vprašanje, kdaj bo izbruhnilo. Tako da jaz mislim, da se moramo reševanja urgentnih centrov lotiti zelo sistemsko, pa pod enakimi nekako pogoji dostopnosti na območju celotne Slovenije. Ne vsako regijo posebej, seveda so specifike, ampak spet ne takšne, da ne bi mogli neko enotno sistemsko rešitev za nujno medicinsko pomoč pa dežurno službo najti.
Pa imate zdaj upanje po tem sestanku na ministrstvu, da se premika v tej smeri. Tudi vi ste imeli sestank, oziroma ne sestank, prišli so predstavniki ministrstva k vam. So zdaj kakšna upanja, da se luč na koncu tunela obstaja? Pri nas, jaz v tem trenutku še nisem opazil. Ne vemo, kako bomo rešili vprašanje decembra in pol naprej. Ne vemo. Po pravici povedano. Od koga pričakujete pomoč? Jaz sem slišala strani ministrstva, so rekli, da se morate znotraj bolnišnice nekako reorganizirati, ne? Vi pa pričakujete, kot ste rekli, zunanjo pomoč. Kaj pa vi? Pri vas? Ja, mi zdaj iščemo rešitev, kako pogasiti požar, no? Če se vrnem na tisto, kar sem prej rekel. Mi enako. Dejansko znotraj, veste, saj se dobro sliša, ne, zakaj pa ne bi kolegi nad 55 let ali pa celo nad 60 let dežurali, ampak oni imajo vsega dovolj. Po pravici povedano, oni so celo življenje, tudi po 80 dežurstva imeli na mesec in so pričakovali, da potem, ko bojo prišli do neke starosti, bojo pa lahko se malo umirili in tako. Zdaj pa jih sistem sili v drugo smer. In to uraden sistem, kar je čist narobe. Ker se nam zna zgoditi, da če recimo zdaj pomagajo na različne načine, ali tako, da se vključujejo po pogodbah v ambulantno delo, ali da se reaktivirajo kot že upokojeni, česar imamo obojga veliko, ali da pride sem pa tja kdaj dežurati, vse to lahko v trenutku odpade. Kako bo pa pol izgledal recimo interni oddelek v Slovenjgraški bolnici, pa si res ne znam predstavljati. Seveda, nekogar od zdravnikov se ne more prisiliti, da bodo dežurali, predvsem je to povezano z veliko stresa, greš na drugo delovišče, moraš obvladati določene veščine. Vi to poznate oziroma spremljate kolege, kako so vpeti v dežurstva, tisti, ki morda tudi ne poznajo najbolj področje, v katerega padajo. Imate kakšno izkušnjo z prakse, kako to zgleda naprimer? Odkar da se je spomnil, da sem začel delati na področju urgentne medicine, meni zmena je bila predstavljena iz strani, starejših kolegov, urgenca kot pač nek vakuum, kamor te napotijo kot zdravnika, zato ker si včasih to veljalo kot kazen. Pred mnogimi leti. To je veljalo kot kazen, da delaš na urgenci. Ker urgenca je zmeraj veljala tako, ni pač neka priznana specializacija, subspecializacija, to govorimo iz tistih starih še obdobnih 80-ta, 90-ta. Stvari so se potem spremenile. Medicina se v zadnjih 50 letih spremenila in tudi urgentna medicina je dobila svoj ugled. Zato pa imamo tudi strokovnjake, ki se na to področje tudi bolje spoznajo in ga znajo tudi obvladati. Dejstvo je morda v tem, da tega je ipak preveč. Se pravi, ti, ko delaš na delovnem mestu, da moraš delati, to, kar sem prej omenil, toliko nadur in nimaš kolega, ki bi namesto tebe delal in samo Boga prosiš, če smem uporabiti ta izraz, da ne bo kdo zbolel, ali da ne bo recimo kakšna bolniška, kakorkoli, je to problem, ker tisti, ko sestavi urnik in pred leti se spomnim, ko so mogli sestaviti urnik, to mi je bilo najtežja stvar. Jaz sem pošiljal maile vsem kolegom, se pravi, povejte mi želje za naslednji mesec, pripravil sem razpored, jaz ne morem, ker ono, jaz ne morem in potem so, da bomo reči, ko bil pripravljen na razpored, pa dotični so se užali. Ja, zakaj si pa meni razpisal 3-krat, zakaj si pa onega drugega? Vse smo to probali reševati, ne na uljuden način bi se reklo, ampak ni to rešitev. Ne možeš ti za istim kadrom reči, ok, jaz bom zdaj to vse rešil, ampak dolgoročno to ni nobena vizija. Mi v bistvu se preživljamo iz mesec v mesec in res prosimo, da zadeve se ne bojo porušile, po domače rečeno. Kaj pa pravite na očitke, da je zdravnikov preveč, da zdaj je toliko zrasla številka zdravnikov? To je treba pojasniti, da zdravniki, številka je res da narasla, sam je pa veliko mladih zdravnic, ki odhajajo na porodniške dopuste, starejši ne delajo več toliko, ker ne morejo. To je bilo zelo lepo predstavljeno na tem sestanku, ko smo ga imeli z ministrstvom in župani in direktorji zdravstvenih domov. Recimo, številka gore je bila 32 internistov, oziroma 32 zdravnikov zaposlenih na internem oddelku. Potem pa, ko to začneš odštevati, pa nevrologe, pa infektologe, pa eno anestezistko, pa vse že upokojene in reaktivirane in tako, in pa v končni fazi prideš do 11-12 polno funkcionalnih zdravnikov. In
ker je tu še polno drugih omejitev, kot so recimo upravičenost od dežurstev zaradi malih otrok, pa ne vem, recimo invalidska upokojitev ali pa neka invalidska ocena, pa razne druge zakonske omejitve, potem prideš na to, da pravzaprav po noč skoraj nobeno ne bo več treba delati. Treba delati, ampak sistem pa od tebe zahteva, da noče pa treba pokriti. In potem pride zahteva, ja, sej tisti, ki lahko po noč delajo, vas bo pa vodstvo, v tem primeru ali oddelka ali zavoda, obremenilo pa 8-krat, 9-krat, 10-krat, pač kolikrat bo treba, da bo vse pokrito. Samo to ne bo dolgo trajalo. Mesec, 2, 3, potem bojo pa rekli, hvala lepa, in šli v sosednji zavod, kjer jim to ni treba, ker jih noben ne more prisiliti, in tudi, če bi hotel prisiliti, recimo internist v zdravstvenem domu je po zakonu dolžen sodelovati v obsegu 24 ur na mesec, kar je skoraj smešno. Ampak taka je številka, ki ne bo rešila našega urgentnega centra. Tudi če vse 4, ki jih imamo trenutno v regiji zraven, za to številko dobimo, s tem nismo naredili robustne rešitve na dolgo roko. Na dolgo roko je možno samo to, da dejansko država naredi resno mrežo, se pravi v tem primeru nekaj urgentnih centrov, nekaj satelitskih centrov in naredi vse, kar lahko, da bojo v teh centrih delali za to kompetentni ljudje. In tega se morajo lotiti nemudoma. Nemudoma v tem trenutku. Se boste lotili nemudoma? No, tega se lotevamo že praktično leta 2015, ko smo želeli ravno ta sistem spostaviti. 12 urgentnih centrov. To ni nemudoma, od 2015 do danes. To že traja 10 let, ampak takrat se je zgodil ta fenomen, ker še ni bila taka kriza za zdravniki, rekel tudi na sekundarni nivoju. Ker ko se pogovarjamo, mi lahko rečemo, imamo 300 zdravnikov več, ko je bilo takrat, ampak potrebe, rekel, medicina tako se je spremenila, obseg delovanja se je pa bistveno povečal. In nažalost te številke, kakorkoli obrnemo, ne bojo nikoli sledile, da bomo rekli, da imamo dovolj zdravnikov. Sploh na primarni nivoju, ki je tisti prvi branik, rekel, bolnišnic pred tistim pretiranim dorom. Ampak hočem nekaj povedati, tu ni dovolj samo, da se stroka poenoti. Tu bomo mogli tudi politika se enkrat poenoti. 2015 smo to želeli narediti in je politika, predvsem lokalna politika, to gladko stavila in je želela imeti enako skrbo, kot je bila včeraj. Tudi z opozorili, da se bo zgodile ravno te težave, na katere danes se naslavljamo. Gospod Tomše, vi ste hotel še nekaj povedati? Ja, jaz bi se navezal na to, kar je prej kolega rekel, koliko je več zdravnikov v sistemu. Ne treba je pogledati prvič, kje so ti zdravniki zaposleni, ali so v javnih ali so v zasebnih zavodih, to je prva stvar, in pa druga stvar, potem tisti, ki so v javnih, kje točno so, da vidimo točno v katerih ustanovah pa na katerih delovnih mestih. Bi se pa navezal mogoče še nazaj, ko smo govorili, kaj narediti, da v sistem privabiti več urgentnih zdravnikov. Jaz nisem zdravnik, se pa dosti ukvarjam s kadri. Jaz sem imel pred časom pogovor z eno študentko medicine, ki razmišlja o specializaciji, je rekla, da je urgentna medicina blazno veseli, ampak da ona bi delala to do 35-40 leta, potem pa ne. In najti nek sistem, da bi, še vedno pustimo možnost čiste specializacije urgentne medicine, kdor želi, ampak dati mogoče pa nekomu možnost, da v tistih 5-6 letih, kolikor traja specializacija, naredi 2 specializaciji, brez nekega pretiranega dodatnega napora, da bi mogel dvojno delati. Mogoče bi to bila ena izmed rešitev, da bi jih nekaj dodatno dobili v sistem. No, tukaj moram reči, da se ukrepi že delajo, tudi je predvidena možnost po določenem delu na področju urgentne medicine, da bojo lahko zdravniki brez, rekel, paca na specializantsko plačo upravili tudi specializacijo družinske, če bo želeli, tako da to je že kar nekaj ukrepov, kateri so tisti, ampak ti ukrepi dejansko pripravljajo se njihovi efekti ne danes na jutri. Danes, tako je bilo rečeno, gasimo požare. Imamo kar nekaj teh ukrepov, ki bo dolgoročno, upamo, da bojo, da ne bo ista zgodba, ko se je ponavljala z uvedbo specializacije iz urgentne medicine, da bojo v resnici takrat tudi držali, ali pa da bomo vsi skupaj zdržali. Mogoče sam še en čist kratek stavek. Zdaj, država pravi,
urgentni centri bojo in morajo delati. Ampak potem, če je to taka primerna zahteva, potem mora država tudi narediti čist vse, kar lahko, da bo v teh urgentnih centrih dovolj vsega kadra, kar pa zdaj ni tako. Zdaj pravzaprav vsakemu urgentnemu centru oziroma bolnici pač prepuščeno, a nekaj reši ali pa ne reši, pač kakor gre. Zdaj seveda centrom je to lažje, periferiji bistveno težje. Ampak spodbude v bistvu ni. Saj ne take, da bi jo lahko direktorji vzeli v roke pa rekli, ok, zmišljujem si, dam ti 300 evrov na uro neto, zato, da boš delal v urgentnem centru, ker nihče drug noče. Sej, a veste, take težave ni samo pri nas. Tudi na Poljskem ne dobijo urgentnega zdravnika niti za 40.000 evrov na mesec, zato ker tega nihče noče delati. Vam dežujejo ponudbe za službo torej, ne? Ja, absolutno. Ja, res je. Dežujejo, ja, ampak to, kar sem prej se navezal, se pravi, ni problem, da te nekdo privabi, problem je vrda v tem, kaj ti je pripravljen ponuditi. Se pravi, varno okolje, da nimam preveč nadzor, da ni stresno, da niso kakšne pritožbe, da stroka me podpira, tega ni in enostavno iz tega vidika tudi težko je iti ven nekako iz svoje vate, ker ti le primerjaš, kaj mi ponuja sedanji delodajalec, kaj pa bi recimo bodoči. Prihodnji. Povejte za zaključek samo še, kaj optimističnega lahko napovemo bolnikom. Naj bodo mirni, so lahko mirni ali se morajo bati, da nekoč, ko bodo prestopili v urgentni center, tam ne bo nobenega zdravnika več? Jaz mislim, da pacienti so lahko varni. Pacienti so bili konec koncev varni tudi pred letom 2015. Jaz mislim, da zdravniški poklic, pa ne samo zdravniški, govorimo o celotnem zdravstvenem sistemu, je ne samo poklic, ampak je poslanstvo in da bodo vsi, ki ta poklic opravljajo, naredili vse za to, da bo za paciente poskrbljeno na tak ali na drugačen način. Mi bomo še vedno delali, kolikor dolgo bomo lahko. Boste vztrajali? Ja, zaenkrat kaže, da bomo. Dokje je pa drugo vprašanje. Gospod Čander. Jaz mislim, da pacient še vedno, kot ga radi veliko krat karikira, da postavljamo fokus, bo fokusu mora ostati. Na koncu konca cel zdravstveni sistem funkcionira zaradi potreb pacientov, ne zaradi potrebe samih sebe. Gospod Rubeli. Ja, mislim, da kar se tiče samih pacientov, naj jih ne bo strah. V smislu, da ko bojo potrebovali kakšno pomoč, to pomoč bojo dobili iz strokovnega vidika, iz humanega vidika. Tega se ne bojim. Je pa res, da morda vprašanje bolj politične narave, če želimo nekega širšega konsensa v državi. Se pravi, te razne strani se mora med sabo dobiti, morda malo več pozornosti na stroko, poslušati stroko, pa ne samo tista stroka, ki deluje v centralnem, ne more reči območju, ampak ta stroka prihaja tudi iz periferije. Pogosto, ker periferija je zelo izpostavljena, premalo slišana, če želite. Se pravi, vsi ti akteri skupaj, da se usedijo za mizo in da dosežejo nek skupni konsens in dogovor. Vsem sogovornikom najlepša hvala, vam pa čim manj urgentnih situacij. Naj se torej posluša stroko, do prihodnjič lep pozdrav.